Živijo, dobrodošli v Popcastu, z vami sem Kaja Ohčin, z mano pa sta danes dva klena Gorenca in že na začetku obljubljam, da bo sta Popcast zelo zabaven, se pa tudi malo opravičujem, če preveč po gorensko, danes imam tlele Blaža, Jankoleta in pa Matica Plavela. Fanta, živijo, a ja, da povem iz Fehtarjev, a ne? Yes. Tako da, mogoče, če bi ne bi tega povedala, bi vsi prepoznali, če rečem sam Šaci. Schick mir ein Foto! Evo, pa smo, evo, to smo tako vedno vi začnete, svoje koncerte. Tako da Šaci je nekaj, kar vas je izstrelil med zvezde. Še unika vas prej niso poznali, vas zdaj poznajo. Zdaj pa mi povejte, kako se je to začelo? Kdo je dal idejo za Šacija, kako je vse skupaj? Matic, vidiš, glavna krivca tukaj sedi. V Fehtarju vse komade preverjamo na terenu, sploh prej, ko smo bili še bolj v kaverih, pa v predvah, pa v temu. Tako da ta komad je bil pa že naslov tako zanimiv, da enostavno smo rekli, mi moramo to posneti, čeprav v originalnem besedilu govori glih majhen drugače, kot je bil pol naš, ampak smo rekli, Šaci, Schick mir ein Foto, mi moramo obdržati. Zgodba se nam je porajala, kako Slovenci itak hodimo, kamorkoli gremo, se probavamo njihovega jezika in hrvaščine in bosanščine in nemščine in vse. In se nam je narisala slika, kako greva midva ponovadi smučati, in probava nekaj po nemšk, na koncu pa una pove, da je drugače z Radovljice, da naj ja zastopa, da naj se ne matrava preveč. In je rata v Šaci. To je to. Zdaj to je bilo večinoma na smučiščih, dali ste jo tudi pozim ven, ampak peli smo jo pa tudi polet. Ja, mi da se malo svoje skala takrat v bistvu, da bi delali zimski komad, tako da ta nam je bil zanimiv, itak to v osnovi je nizozemski komad, ne. Ampak pa se je zgodil to zelo spontano, se pravi, tak model leta je šel ven, da smo pol, pa tudi tekst je malo tako naredil Alen Klepčar, da smo ga pol dali na smučišče in je nastal kot nek apreši komad oziroma neki tazga, ampak ja, obdržal se dejansko cel let, v Zrčah smo ga peli, posod smo ga peli in jaz bi sam rekel na tem mestu, da smo zelo hvaležni, ker da se ti zgodi tak mega hit, to je pač blagoslov, ker se ti ne zgodi vsak dan, to se mi zavedamo. In zdaj v bistvu kamorkoli greste, ker vidijo, rečejo Fehtarji, Šaci, to je to. In pol začnemo, to, kar smo mi začeli. Ja, to Šaci je, kar bi lahko rekel nek štempel, zdaj naš notko. Mislim, Šaci, ja, veš, to je tako, kot Svet Peter gor v nebesih, ko odpira vsa vrata, ko ima ključ od vseh vrat. Kaj reče, Schick mir ein Foto? Ne, ampak hočem reči, da je Šaci naš ključ, ki nam odpira dejansko vse. Mislim, če ne bi bilo Šacija, dvomim, da bi mi v Dallasu, dvomim, da bi imeli take koncerte, ki jih imamo in tako naprej, tako da to je pač siguren, ta glaven paraden kon. Se pravi, s Šacijem začenate, Šacijem končujete in če se slučajno kdaj zgodi, da ga ni, ali pa da bi ga ljudje še, tudi vmes manj zaigrate? Vse sorte se dogaja na naših špiljah, se zblaže, se veš. Vem, začenamo, končujemo, Šaci pa še ne parkrat pol. Tako. Imam tudi kolega, ki vsakič, ko me vidi, je Šaci ta prva beseda, ki reče, tako da. No, evo, mislim, da se je enemu od vas se je mogoče srečal na Veliki planini enkrat in takrat je navdušen prišel in smo peli. Sicer je pel... Domen je bil. Sicer ni pel Schick mir ein Foto, ampak neki spolko, v glavnem, ker zelo dolgo nismo razumeli, kaj pojete, kaj po nemško. To je tisto, kar sprej govoril o jezikih, a ne? Daj mi še eno polko ali nekaj tacga smo imeli. Zdaj, vi ste 4 kamerati, zgodba o Fehtarjih, vi ste iz 4 različnih skupin, kako se, mislim, nekako ste malo razdeljeni, kako se je to začelo, pa tudi mene zelo zanima, kdo je dal idejo za Fehtarje, za to idejo, za ime. Sama zgodba je stara v bistvu že 15 let, ne? Ker Blaž pa jaz, pa najem prijatelj Anže, smo imeli prej trio, ki se je imenoval Trio Mokre sanje. Ja, in so rekli, če mi dva mislila, ker resen ga s tem ustvariti, bo mogla imeti. Ime gre stran. In pol je Blaž klical me in je imel spisek 10 imenov pripravljen, med njimi so bili tudi Fehtarji in tako smo pač v bistvu nastali Fehtarji. Ja, ampak Fehtarji v bistvu je bila zgodba, ki ni nastala načrtno. Mi nismo rekli, zdaj bomo pa mi band naredili. Zaradi korone, zaradi tega časa se je vse skupaj zgodilo. Rekli smo si že prej, enkrat bomo nekaj posneli in dejansko smo začeli najboljši sen že snemati en let pred korono, ampak ker smo imeli vsak svoj band takrat, pa druge stvari je pač komad en let stal, nismo naredili nič, potem je pa prišla korona, muziko smo pogrešali, druženje smo pogrešali, pol smo začeli samo tu v studiu hoditi, seveda dovolilnice so bile non-stop, so laufale, saj še podpise so se spreminjali. Ene dve imamo v okvirju, ne?
In tako so se fehtarji pač zgodili. Najprej smo res dejansko rekli, da bomo samo najboljši sem naredili, pa so pa sprejeli, pa dajmo še štorkle. No, pol od takrat naprej se je pa pač stvar začela malo bolj nadzorovano dogajati, bi človek rekel. Ne. Tako je, 4 leta pravi smo se skupaj dobili, ideje so začele frčati in dejansko smo v mesecu 2 mi plato posneli. No, tako da. Kako pa ste se v bistvu sploh cajt uskladili, glede na to, da delajo še ti imaš v Sambal Saša Avsenika, Kvadropirce ima samo, kako se uskladite to, pa kako se odločite, zdaj bom jaz tlepel, jutri bom tam? Mislim, se pravim, stvar se je itak začela dogajati med korono, ko smo imeli bistveno več Šica, časa. ja. In pač mi čutimo neke obveze, da moramo mi toliko in toliko stvari narediti. Imamo neko število nastopov, ki jih mi na let naredimo in to se giblje okrog 20. Je pa pač vsa sreča pri logistiki na tem, da jaz bukiram vse omenjene skupine in pa lahko delam razporede. Ne. Imamo neke pač medsebojne dogovore, koliko je cilj pri kakšni skupini, da se igra, kdaj se kje igra, kdaj se kje ne. In če se teh dogovorov držimo, potem zaenkrat trkam to laufa zdaj 2 sezoni. Blaž, ti še? Ja, sam to sem hotel dodati, kot so že večkrat omenila, a ne namen nastanka fehterjev ni bil zdaj, dajmo špilati, dajmo, ne vem, biti, ne vem, 500 dni na leto doma, ampak bil je glavni namen pustiti pečat. Tako da vse te termine se skrbno zbirajo, se uskladijo, kakor se lahko, tako da smo vsi zadovoljni, tako da zaenkrat nam dobro gre, no. Jaz mislim, da je zdaj ful več povpraševanja po tem, ker ste tudi šaci našli ven. Kako pa zdaj to? Zdaj ne moreš lih reči, ja, rekli smo, da jih bo 20, pa imaš 40, ti hoče biti terminov, kaj boste rekli, ne, sam 20, to je to. Tle se moraš pa naučiti dejansko ne reči tudi, ne. Slovenija je majhna, to je včasih prednost, včasih je slabost in mi pač imamo tako filozofijo, da teren ne prenese 40 naših nastopov. Ja, zdaj, ki je bil šaci itak, ampak ne bi se radi v 2 letih spel. Mi bi radi še kaj na dolgi rok naredili, še malo naše muske pokazali in smo se pač odločili za to filozofijo, da enostavno držimo nekje okrog 20 javnih nastopov. Se vsem zahvaljujemo, ker nas kličejo, ker se nas želijo, ampak sej na drugi strani pa to tudi varovalka za organizatorja, ker če mi pridemo na Gorenjsko 2krat na let, pomeni, da je večja varianta, da bo takrat več ljudi, ker če bi bili vsak mesec, bi rekel, čak, zakaj grem jaz danes, so jih manj čez 1 mesec tam, pa zanj so bili tam in je pač to drugačna fluentnost. Tako, ne, tudi, kot si rekel, fair do organizatorja, ne moreš di nastopati zdaj ta vikend na Gorenjsk, recimo okoli Krana, čez en teden boš pa v Škofji Loki, to je tako, ne. Ja, zdaj ste v bistvu bolj ta sistem teh svetovnih zvezdov zdaj enkrat oziroma 2krat na recimo mesec nekje in takrat vsi pridejo. Mislim, jaz ne preko sistem svetovnih zvezd, to je sistem, ki ga pri nas spelajo že več let uspešno, Jan Plestenjak, Siddharta, Magnifico in pač ostali Spop in Rock muske. Mogoče smo pa dejansko prvi, ki imamo harmoniko, ki razmišljamo na ta način. Tako. Pa hvala Bogu, mogoče si lahko to tudi prvošmo, ne. Ker v bistvu ste hoteli v bistvu z to narodno zabavno glasbo jo še bolj v bistvu pelati naprej, ne? Na nek način obogatiti, hkrati spoštovati preteklost, jo pa dati v nek sodoben cajt z neko mejo dobrega okusa, no, tako da, evo, zaenkrat nam dobro to je. Recimo rekli, ko vas bolj poznajo? Tebe bolj pod fehtarje ali kot ansambl Saša Avsenika? Fehtarji smo drugačen sistem. Mi smo začeli kot cover band, igramo tudi priredbe drugih izvajalcev, mi smo pač bolj party usmerjeni. Pri nas so pač je ta moment, oder, energija, malo rock'n'rolla, tako da te stvari gresta zelo sporedno, vsako svojo smer, pa vsako zelo dobro smer. Kaj pa, da bi recimo enkrat bili skupaj na odru? Ste to že bili? Mi se duetom, pa k tem stvarem se niti toliko ne, kako bi rekel, se ne odločamo za te zadeve, tako da kaj bo prihodnost prinesla, ne vemo, ampak zaenkrat pa pač smo fehtarji mnenja, da peljemo svojo špuro in da imamo sami še dosti za pokazati, preden se združujemo v kakšne zadeve. Jaz sem vam zdaj v bistvu pripravila 10 vprašanj, da bomo fehtarje malo bolj spoznali. In glede na to, da ste vi 4, danes sta pa vidva samo 2, prosim, da sta malo prizanesljiva do Samota pa do nasploh, kar bo kakšnih takih bolj, recimo, neprijetnih vprašanj. No? Sam da matematike ni, pa smo v redu. Ja, pol bova pa 6 vprašanj spustila. Hecam se. Ne, kdo od vas 4 vas bom sprašvala, je najbolj v eni stvari, pa stvari bolj prepoznavam, pa mi povejte tudi, zakaj je tako. Okay, kdo od vas 4 je največji zaspanec? Zaspanc? Ja,
Mislim, jaz bi rekel, da za samo ta siguren vem, da rad spi, jaz tudi dopolne rad spim. Je zdaj odvisno na zaspanec tako, da zaspi pa zamudi, ali zaspanec, da nasploh rad spi. To, ta pa, da rad spi. Da rad spi. Ja. To pa vsi radi spimo. No. Aj, kaj še malo manj. Ali pa kdo se recimo ta zadnji zbudi, Domen je res rana ura, zlata ura, to je najbolj Ja, domen. ti tudi, ker imaš familijo. Dobar, ajde. Mi umetniki počasih si jemljemo. Ne? Kaj, akademske 3 ure za spanje, ali kaj? Ne, jaz sem tak tip, da jaz lažje zvečer delam, kot pa zjutraj in če se le da, sem z veseljem do 8 v postelj, da se pa zvečer v poslo spravim, je pa ura tudi polnoči ali pa še več. Drugač samo vem, ko je Fred, on pač rad spi. Ne mu dosti pomeni, da ima dosti časa zase, da je naspan, da lahko malo potelovati, malo travo pokosil. Ja, tako. Kdo pa recimo največ zamuja? Jaz. Sklele se pa posuje. Čisto. Ja, jaz pa ne, zato, ker bi hotel res ne, sam enostavno vsi starši, vsi, ki imate firme, vsi zastopite, kako to dela, ampak jaz imam pač še to smolo, da z nekim stvarmi odlašam, nenamerno in se mi pojta zadnjih 15 minut vse usuje. Nisem zdaj tak, da bi zamudil, pa ne prišel, ampak mater tistih 10 minut, pa nekako se ne morem naučiti, da bi prišel do... Pa imaš uro naprej predstavljeno doma? Tudi to taktiko sem že sproval, ampak ne vem, no. Čeprav danes sem bil točen, danes sem bil. Ne, sej moramo reči, da se zdaj on samo s papelom posipal, da midva zamujava. A videl v kompletu, jaz znam zamuditi, kadar se mi vse zabije, absolutno druga polovica benda ne zamuja. Tam pa res doma ne, ja. sta pač točna. To pa Oni dva sta organizirani. Ja, Se pravi, ja, smo čisto. ta neorganiziran del danes doma. Ja, Pa sta luftar je. Filozofa, umetnika. Kdo je pa tisti, ki dela paniko, če gre kaj narobe? Ali pa ne vem, recimo, če vidva zamujata, kdo dela paniko? Kdo veja kliče? Jaz delam paniko. A, ti delaš To je dejstvo. paniko. Dobar, ti jo posledično zato, ker recimo, kar je organiziranja, ima Matic Klele, je odspod podpisan, tako ga tudi zastopimo. Morbit sem pol jaz tist, ki mu poj kaj kontra rečem, pa je pol on mal hud, ampak se nadihamo pa. Pa je, ampak je njega najbolj za zastopati. No, mi trije smo bolj unik, skrbimo za organizacijo musko in ostalo, tako kar se terena tiče, ker je pa Matic je pa z organizatorjem večinoma on zmenen, tako da ima tudi on največji pritisk, mora biti glede tega, pa mu malo prostimo. No. Ne, pač muska je ekipen športa, ne? In se vemo, najmanj problemov je, če smo med sabo usklajeni. Če se vsi nekih dogovorov držimo, ni problemov. Ne? Zdaj, kar se pa tiče zunanjih pojavnosti, pa teh stvari, pa se fehtarji so naš otrok, to živimo in od tega tudi v končni fazi zaslužimo. In seveda ti je mar, kaj boš počel, ne moreš biti pa brezbrižen do svojega produkta oziroma do svojega benda. In kdo pa je tisti pol, ki te miri, razen Blaža? Ne, se mi nimamo nekih dram, to trka. Dram ne, no, ja, dram ni ne, bilo nikoli kakšnih prepirov, ničesar. Dialog, treba se pogovarjati, jaz se pač nočem sam odločati, raje še slišim, kam imajo ostali trije zapovedati in tudi prav je tako in to je to. Zdaj, vi ste velik na odru, ampak me vsem zanima, če ste se mogoče kdaj pogovarjali, kdo ima največjo tremo ali pa koga je najbolj strah iti na oder. Kdo je mogoče najbolj živčen, preden greste gor, da se vse skupaj začne? Pa sem pismo bilo, kjer ga izpostavil zelo trenutno. Mislim, samo je svoj moment s tremo siguren imel, ampak ga je zelo uspešno zdaj premagal v zadnjem letu. Spomnim se edin domna, ko smo imeli v Ljubljani koncert, je rekel, pismo je sam, je res veliko ljudi, pa glih ta prvi komad imam. In mi dva enostavno, pač se to lahko povem, spila so nekaj kratkega, sem rekel, Domen, lej, fertik, rock and roll, klele smo, to smo hoteli in je dec res v sekundi prešaltov, skočil gor, taga vhoda na oder, kakor ga je mu takrat, evo, se ga ne spomnim. Evo, tega momenta se spomnim, drugač pa ne vem, no. Imamo srečo, da nas niti to toliko ne matra, no. Ko mi čakate, da greste? Ja, v bistvu, prej to, ja. Pred velikimi projekti je malo treme zaradi tega, ker je predvsem odgovornost. Pridete toliko ljudi podpreti, pridete poslušati in ti moraš vrniti najboljš, kar jim lahko v tistem momentu daš, zaradi tega, ker si to zaslužijo. Tako da takrat je, ampak zmeraj se pa potrudimo, da delamo čim bolj, kot lahko. Ne, ampak ne trema v smislu tega, da joj, strah me je na oder, ampak tak močen spoštovanje do tega čutiš, ker te toliko ljudi pride pogledati in da dejansko ne moreš biti čisto ravnodušen. Majhen pa je, pismo je dosti dobro, bojo to ne, v tem smislu, ajde, pa imamo mečken, vsak malo.
Ja, kaj pa recimo zdaj, ko smo jih pri tremi, pa to, da se bi na odru zgodil, da se zmotite, ali pa kaj takega, da nekdo nekaj pozabi, pač vsi morate reagirati, improvizirati, pol tako. A se je to že kdaj zgodilo, pa da nismo opazili? Se veš, kako je, vsaka ekipa dobi gol, ne treba ga dati nazaj. Tako, točno to, evo, to bolj primerjava. No in kdo najbolj reagira v taki situaciji? Ma vsi se mi zdimo, da zdaj se že toliko poznamo, toliko par let smo pa zdaj bili 50krat na odru, da se že malo pogledamo, ti tamle tole, aha, cak, ti prevzem. Po moje, no. Če ne pa kdo kakšno šalo, strese pa je, ne? Ja, tudi to, pa smo se že slikali, pa vse se da, vse. Nas je veliko na odru, tako da mi pa izkušene glasbenike imamo na odru, tako da pač Vse, ja, tudi ostali band. to je zelo rutinirano, se zgodi, če se karkoli se zgodi, gremo naprej in to je to. No, bomo kar tlele še to vprašam, kako ste pa vi izbrali še teh 7 vaše ekipe, kako so obrazci neki? Čist, tako, A ne? obrazci, ja, Težke obrazci. audicije. Težke audicije. Ampak enostavno smo se takrat 4 usedeli, kjer ga bi mi radi noter imeli in smo dejansko našteli iste ljudi. No. Oni so v bistvu tudi zmetani po, rečemo, zmetani Čist po drugih različnih... zvrsteh, tako. Ja. Imamo od akademskih profesorjev, imamo do rockerjev, do poparjev, do unih, ki še pri 15 bendih vse štima, ampak dejansko smo si zamislili, s kjer bi radi sodelovali in smo, se pravi, ista imena smo v končni fazi našteli. Pa so bili vsi kuj za. Ja, v bistvu ja. Ja, a ne? to se je zelo spontano začelo odvijati, ko smo snemali najboljši sen, smo rabili pihalce. Za Rikija smo se, trubentača smo se vsi strinjali, ker pač on je profesor v vseh pogledih trubente pri nas, on je poznal Davorja, takratnega pozavnista. Hrvatin je pač bil takoj izbira, ker je top 3 kitarist pri nas absolutno. Ja, tako. Kaja ima svojo energijo, Jurman je, kar se tiče baritona, Aleš je pač... Potem imamo Gorazda klasa, na klarinetu tako da- in saksofonu in pevci in vse, tako da... Gorazd je v bistvu malo kasneje prišel Ja. zaradi tega, ker je zelo širok glasbenik, ker igra saksofon, klarinet in poje. Pa pol smo imeli še eno rošado pri Brascih, do zdaj je Lan Vlašičev na pozavni. Njega smo pa tudi vzeli, zato ker lih prav navihan, da k nam paše. In kako pa izgledajo vaše vaje? Se vsi skozi smejete, zabavate ali vedno nekdo manjka? Ne, tisto- vaja, ko vaja je, a ne, in to je en moment, ko delamo resno, zaradi tega, ker to je spet problem. 11-15 ljudi nas je takrat noter, če ni nekega fokusa, lahko Ja, je brez Smo veze, dva dni lahko na držimo vajah. inštrumente. Ja. Ne, vaje so v vsakem projektu, ko jih delamo, res 100% resno pristopimo. Tudi neke stvari, ki se vmes zgodijo, kakšne menjave v to je v bistvu dosti naštudirana stvar. Tako da srečno so tudi vsi ti Brasci in ostala ekipa do pevcev in tako naprej, imajo isti odnos do tega. No, tako da, Kdo pa se je za imeta spomnil, so se sami poimenovali? ja, ne vem, Ne, kako je že bilo. mislim, da smo jih mi, če smo nismo jih mi, spet ne. ti zraven. Ker brasi so itak bras sekcija in bras pomeni pač prehnati inštrumente. Trobila Ne. prihaja, ja. In pa smo z brascev na Ja. BP, a ne. Asociacijo smo Ja, to se mi je zazdelo. Pa gorenčna, pa štala, pa podeželje, pa spet vse skupaj še. a ne. Ja, to se mi je zdelo malo tako, zato sem tako previdno rekla, če bom prav povedala, ne, da ne bom koga narobe. V štartu so brasci, ki ga pa res žgejo na odru, pa žgejo kop. Brasci. Kar Matic ni mogel zaključiti. No, Blaž. evo, ne, kaj. Ok, gremo naprej z vprašanjem, da vas še malo spoznamo. Kdo je najbolj odgovoren? Neorganiziran, odgovoren. Odgovoren. Jaz bi rekel, da pri takem projektu smo vsi. Da bi Klejenga zdaj karkoli izpostavljal, vsak ima svoje življenjske stvari. Mislim, fehterji smo se itek zgodili, kar po eni strani mi da zmeraj prava, da je dober zaradi nas kot oseb. Smo se zgodili zelo pozno, se pravi, ko smo bili mi že vsi 30, oziroma doma še ne mi 3, pa že 30 stari. Morbiti so nam meje že malo jasne. Ne Ja. še čisto, ampak mečka. Tako da on ima familijo, zasedeni smo, pač vezani smo, imamo partnerje, imamo službe, imamo neko karierno pot in odgovornost mora biti. Kdo pa je tisti, ki recimo pozab nekaj, kar mu naročite? Ali pa da vedno rečeš, joj, če ne mu naročil na opernisu. Ne, to se samo zgodi, da kdo kaj pozabi, ne pa da bi se dogajalo. Aha. In Za take komu se stvari imamo- največ to zgodi? Za take stvari mi enega določimo in to je recimo, kar se terena tiče pri nas doma. Če boš njemu naročil, ja, mater, da bo ja, blizu 100% zmeri tam. No. Ne vem, če se je že kdaj naredil, da bi res pozabil. Tako da nekako si med sabo naloge porazdelimo.
Zdaj, kjer bi kaj pozabil, ma kva pa vem. Ker se gre enkrat zares, se gre res zares. Pravim, to, če se komu se zgodi, ne, da se nekomu dogaja. Tako da ne moramo... Vsak mu enkrat malo Ja, razdelite to. Ja. Sem tja. Kdo pa recimo skuha najboljšo kavo? Ne moram vas za kaj drugega vprašati, ker se kavo skuhati moraš nekako vsaj malo znati, ne? Dobar, jaz kofe znam skuhati, zaenkrat kritike še nisem dobil. Čeprav, kadar smo skupaj, da bi glih prav kofe pil. Sej vem, ja, ampak Ni želja. kdo je pa najbolj zabaven? Ja, jaz mislim, da je tlele Blaž kar prevladuje. Prevladuje v tem smislu, da Blaž ima zelo izjemno pa široko kreativnost, pa dal je v življenju en obdobje čez, ki je zelo veliko tega podeželja, hribov, polanskih, škofjeloških koncev doživel, ne, tako da pozna veliko teh prigod. Ampak tudi v končni fazi jaz bi rekel zase, da sem jaz mogoče najbolj resen, ker tudi Domen pa njegove Moravče je tudi zgodba zase, samo spet, samo ima pa tudi za sabo take in drugačne zgodbice z vsemi bendi, ne, tako da... Jaz sem mora biti edin tist, ki se pravi hiperaktivc, kar se čustev in idej tiče. Ne maram nekaj pri sebi hraniti in študirati, kako bi, da bi najlepše in jaz to moram pač direkt na plan dati. In tudi, kadar smo skupaj, če jaz, ful sebi govorimo, ne? Če jaz zaznam, da v družen nek vibe nekaj pada, jaz sem zmer tisti, ki začnem nekaj upiti, skakati, ali ne vem, ali majico dol, da se začnemo smejati. Ne prenesem slabe vole, no. Jaz sem alergičen na limonaste ljudi. Res ne prenesem, da je en takle, to dan mi je pokvaril. Mar biti jaz začnem, no, ampak na koncu smo vsi tisti, no, smo isti norci skupno. Ja, jaz, ko sem povedala, koga bom imela, smo se malo pogovarjali, ker so rekli, 4 jih ne morate biti le, sem rekla, ja, Blaž pa Matic prideta. In se mi Alen začel smejati in je rekel, ja, en bo Blaž, ki se zajebava, Ja. pa Matic, ki po navad proba malo umiriti Blaža. No, Tako da točno to. tako je, točno tako je. Ja, mož pa žena, ne? Ja, tako. Se pa zvečer se pa zamenjava. Pa on razgraja, pa sem jaz tisti, ki ga čakam. Pa. Ja, drugače, glede na to, ko sta rekla, imata navade, pol res, ja. Ja. Ok, kdo pa najbolj špoje? To ta zdaj težko povedala, ampak iskreno, no, ne boste nobenega užalila. Jaz mislim, da se samo enkrat oglasi, Ja. je fertik. No. Svet počakano. Mislim, da sploh moramo vedeti, kakšna je veličina samota v tem smislu, da igra vrhunsko kitaro, bas kitaro, bobne. Ma vse igra, on igra vse. Ja, pač, da nisem kaj pozabil. Avtor, aranžer, pevc, vokalen ima nor talent, a ne, saj Fektarji imamo recimo 2-3 obraze, ne. Vsak vokalist je, včasih recimo, ne vem, Kvatropirci, to je res ubrano 4-glasno petje, mi tle malo štrlimo v drugo smer, Tako, ampak ja. nismo za to nič prizadeti, imamo pa 3 močne karakterje. Blaža največkrat poimenujemo oziroma primerjamo nekako Rod Stewart vokal ali pa Vili Resnik recimo v Sloveniji, samo je pač za te lepe, za te nežne, za te romantične stvari, Ki pa enkrat je podeželje, zmagovalec, Domen je pa pač gamsi sistem oziroma ta naboj tisti ljudski, ne, tako da to je ta širina Fektarjev, da imamo dejansko možnost zelo široko paleto nabora vokalov in podajanja komadov posledično. Tako, ne, če jih pa damo v vrsto, se pravi lepote, točnosti, barve in vsega, je pa samo kle zmagovalec, kle se mu pač, ne da se mu sam mi priklonimo še mrskdo v Sloveniji. Tako da. Kdo se pa recimo najmanj rad pojavlja v medijih? Kdo res noče dati izjave ali pa kaj tako? Veš kaj, tale vprašanje moramo žal preskočiti, ker če bi enemu se to dogajalo, pol verjetno ne bi bil na odru Ja, več to gotovo. poj žal ne bi mogel biti. Ja, lahko pač eni, a veš, eni so radi na odru, pa ne marajo se pol z mediji ukvarjati. Ja, ampak... Ste vi kar vsi to mislim, sprejeli, saj da pravim, gre pri z nas je roko v roki? Tako da samo je včasih, ko je govoril, ja, jaz ne bi to, ampak kot sem prej rekel, on je zdaj v zadnjem letu ful naredil na sebi in da bi imel zdaj pri nas blokado, da ne bi prišel intervjuja narediti, jo nima noben. Tako da tudi zdaj, ko bomo imeli intervjuje, ko gre nov CD ven, pa goj zartanc, bomo pač vsak nekaj prevzeli. in to je Tako, to. tako. Vsak eno stvar. Ok, zdaj smo vas malo bolj spoznali, ampak tudi zelo dobro se vas pozna na vaši spletni strani in jaz sem pač prej priznam, da sem se zelo zabavala, ker sem to brala, ker je vse napisano po gorensk. Orang po gorensk, bomo rekli. To je vaš nekak prepoznaven znak, je res? Ja, tako, pač Fektarji prihajamo z Gorenjske, saj po večini, dober, Krtina šteje pod Gorenjsko, kako obrnemo. Ja, in iz tega mi izhajamo, se pravi ljubezen do hribov, ljubezen do podeželja,
Ne vem, in tudi Gorenčna je nekako tudi besedila, zelo avtorsko plato, če jo boste poslušali, je mrzkešen pogorensko brnen. Vsak ansambl ima nek pečat, kjer prihaja, tako da mi smo pač Gorenci, kakorkoli obrneš. Pač ti rabiš kot bend, jaz to vedno zagovarjam svojo identiteto. In naša zgodba gre že od štarta s temi vrednotami, ki jih je Blaž omenil, podeželje, hribi, harmonika in to je pač prednost v naši glasbi in to smo mi, ne. Če kdo išel nam Jana Plestenjaka, ga pač ne bo dobil, Tako, ker Jan Plestenjak je totalno romantičen tip, on pač zna z glasbo šarmirati, mi pa z glasbo znamo tudi pobožati, ampak večina časa pa razgrajamo. Tako, razgrajamo, ja. Pa vas je že kdaj ste mogli že komu kaj prevajati gorenščine, ker je vseeno kakšna specifična beseda, no? Ne, jaz mislim, da s tem nimamo Slovenci problema, da še vseeno, mislim, gorenščina je še vseeno dosti podobna neki te govorici, ki se uporabljajo v centralni Sloveniji, kamor pa slej, ko prej pridemo zaradi šole, zaradi službe in tako naprej. Kaj pa recimo, če greste na Štajersko igrati ali pa na Primorsko, pa se kdaj kdo kaj zapičil to, da smo to glasni Gorenci? Ne, nobeden. Še mrske reče, da je po vaše poveja. Nasploh pa sploh jaz, recimo, kamorkoli pridemo, se radi pohecamo z njihovega narečja oziroma pokažemo nek spoštovanje in probamo, ne vem, pa smo primorske komade pel tam, pa smo na Ptuju, ne vem, nedeljsko mešo zaigrali, pa tudi fehterji se v tej smeri matramo, da se poklonimo tistemu okolju, kjer ga prihajamo, da zaigramo nekaj njihovega, da nekako po njihov nekaj povemo ali posnamemo kakšen posnetek ali tako da pač te slovenska narečja so res tak bogatstvo, da se še sami ne zavedamo, ne, kakšen so. Tako da seveda. In jih je prav izkoriščati. Tako, res. Vi ste tudi zelo fani Luke Dončića, športa na splošno, bili ste v Dallasu zdaj mi pa malo povejte, ideja, kako smo prišli do tja, zakaj smo šli tja, koliko so vas poznali, kakšna je bila izkušnja? V bistvu mi zdaj imamo v planu, da bomo malo manj igrali, ker smo se vsi upisali v basket in treniramo zdaj. Da je Blaž povej, kako je bilo. Ja, v bistvu vsaka naša stvar oziroma naš projekt nastane z neke bedarije, tudi Klej je bila. Debata da debato, vsak ansambl seveda rad pogleda po svojih socialnih omrežjih, kaj se kaj dogaja in enkrat Evo Matic Plevel gleda in zelena pikca Luka Dončić, share the file, like the file, karkoli, follow, V bistvu ne vem, dodal kaj nas vse. je najprej. In nas je dodal, ne. In seveda zraven je bil tudi prijatelj Luka Seškov in je rekel Sešek, pa dajte mu vi nekaj napisati, pa mi vsi, pa kaj bomo njemu pisali, da bi si mislil, Bog je kaj v nas. In dejansko beseda da besedo, pogum da pogum. In so se par stvari napisale, v glavnem takrat je dal nekih 40 pik, smo rekli, no, naslednjo, ko jih bo čez 40, evo pa pridemo v živo ti Zetorja zaigrati, neki je njegov hype song. In ni bilo 15 minut ali par minut, on nazaj je reagiral, evo, fantje, če ste pa to zmožni, vas karte čakajo, vi samo pridite. Dejansko se je pol... In takoj se vede na grupo, si videl, kaj ćemo zdaj, nič, pojmo v Dallas, sem rekel, pa ni važen, koliko šta, mi gremo v Dallas, mi bomo Zetorju zaigrali Dončiću, pa če mu ga kuj, ne vem, na ulici, pa Ertika, ne. Pa so se pa začele zadeve odvijati, Matic je dobil kontakt z njim in z njihovim, s tem kondicijskim trenerjem. Mislim, tle je samo zelo veliko delal, Samo tako, pa njegov samo ta prijatelj poročna Matej. priča, v bistvu njegov bratranec z Lukom tam živi, ne, je njegov kondicijski trener in ta kontakt preko njega, preko Anžeta in preko Markota Miliča, v bistvu nam je to na koncu pomagalo, da smo dejansko prišli, da smo si lahko te sanje uresničili, ne. Pa seveda ne smemo pozabiti dobro voljo Luke, ne, ker Se z Lukom ste se on je tudi pač mega srečali, zvezdnik, ne, to. ste mu v živo zaigrali, je z vami malo zapel. Ja, obljubil je, da prije na veselico polet, tako da Ja, zdaj ga Aha, čakamo. pa ga bomo v Sloveniji Zdaj ga čakali. čakamo, sam zdaj glede na to, da mu z Mavericksom dobro kaže, bomo videli, Še malo čakali. Je bila pa tudi v dvorani vaša Šaci predvajana, je res? Res je, mislim, to je pa zelo poseben moment. Se nam je tudi videl, kar smo objavljali. Niste vedeli, da se bo Ne. zgodil? Presenetili? To se je pa Luka zmenil za vas, ko ste ga prišli podpreti. Očitno. Videli smo ga, res smo ga pa videli dol na igrišče med ogrevanjem, kaj je bilo to non-stop, je bil nek del, pa je Udmu nekaj govoril, pa tretjemu nekaj govoril, pa kazal, pa ne vem kaj delal. Mogoče se je pa takrat zmenil za to, kva pa vem. Ja, ne, ker on, ko pride gor na ogrevanje, ima svojo listo pesmi, ki se predvajajo. In štartov je recimo, ne vem, zdaj itak se ni da posnela za njega eno pesem, pa je to predvajal, pa še nekaj podobnega.
pole predvajajo tudi Modrijane, pa da je Vunjaka, Manco Špik in tam je bilo dosti. Konc, mislim, on je šel potem z ogrevanja dol in pa je bilo 5 minut pred tekmo, ko imajo zadnji skupinsko ogrevanje, ker so samo ameriški komadi, ne, itak Amerika, dežela glasbe, ne, in takrat enkrat Šaci. veš, da je 12 Slovencev gor, že. In koliko je bilo Slovencev na tekmi, koliko je bilo tega vzdušja? A so začeli tudi Američani tam plesati? Slovencev nas je bilo 21, ker mi smo še 2 grupi srečali, ene Primorce, ene Oni so Štajerce. bili v istem hotelu, tudi kot mi. Američanova pa zdaj malo jih bo poklincala, ne, ker ni to, mislim, sej to za to za doživeti the best, ampak drugačni so od Slovencev, pač pri nas, ko greš na tekmo, to so čustva, nacionalno naboj, dreke, sodnika, moramo skozi malo kregati, ne, vse vemo, kako smo, pač divje krive. Intenzivni, ja. Američani pridejo s kokicam, s Coca-Colo, se usedejo, gledajo, vmes malo navijajo, če je kakšna dobra akcija, se malo zaderajo in če vidijo, da jo zmagali za 10 točk, grejo že sredi zadnje četrtine ostanejo. Ja, konc tretje četrtine so šli ven. To oni dojemajo v bistvu bolj kot šov, a ne, oni čakajo te kiskeme, pa ne vem, kjera bo plesala, pa poj nekaj drese mečejo, pa to gor, ker je vse lepo in prav, sej vsa čas Maverickom, ne, pa organizatorjem sam. Tako kot nasploh, kot je Matic rekel, nekega naboja, nekaj navijamo za, dajte zmagati neki. Pač tam je let's go Mavs in defense, to je vse, kar boš slišal, ne. Mi pa tam, daj ga Luka, pa pač mi smo ves ta balkanski žar prinesli kje na to tekmo, tako da. Ja, mislim, je pa to res, kar je bila še, ko oni bolj na šovu delajo na teh zgodbah, kako pač animirajo publiko, tako da navijajo drugače od Slovencev. Kaj bi pa pol recimo delali Američani, te, kar ste jih zdaj opisala o naši Planici? Vi ste bili tudi v Planici, to je pa tudi svoje vrstne doživetje. Amazing. Lahko bi samo snemal, ja. Planica je pa tudi zgodba, nekaj. Pač omenjamo zelo veliko lukov v zadnjem času, ampak naša športna zgodba se je začela s slovenskimi orli skakavci in zato smo zelo veseli in tudi upam, da so nadaljevala, ker luka pač je zdaj mogoče mednarodno najbolj izpostavljen, ampak itak vemo, da slovenski nacionalni šport so tako skoki, poleti Planica, harmonika Planica, poleti, to gre pač skupaj in hvala organizatorjem, da nas vsak let povabijo. Uredili so, da je harmonika zdaj noter prav tudi v Planici, ki je v preteklosti bila to bolj rock glasba. Tako da sem vesel, da smo tudi do tja prišli slovenski narodnakari, bom rekel. Ne. Tako, ja. Pa tudi pač menik, da je Peter Prevc zaključil kariero, je skoraj tako, kot takrat, ko je dobil Globus. Ne. Tako da smo veseli, da smo bili zraven, res hvala za vabilo. Ja, vsekakor, kakorkoli obračamo, je Planica slovenski nacionalni praznik. Toliko enega spoštovanja do športnikov, do Slovenije, nasploh kot države, kot do vsega. Tam se res pozabi na vse barve, na vse, pač tam res je dobro in še enkrat vsa čast organizatorjem. Mislim, tudi res so majstri. Proste, ampak hotel sem še dodati to, ta nacionalen motiv, recimo Štajerci, oni morajo pa sred noči vstati, pa iti na bus, pa se voziti, pa vmes 5krat počakati za WC, pa guno, pa ta gužva, pa tle na vhodu, pa zjutraj mraz. To ni easy zgodba, da bi šel sred poletja nekam se usedeš. Tako, ni isto. Moraš se malo na Gorencem je še vse malo bližji, pa že tudi mi moramo sred noči vstati v resnici. Tako. Koliko sta bila pa recimo Planici, kadar niste igrali, koliko sta navijala? Ti večino si verjetno bil za Avseniki? Jaz sem bil, doskrat sem že gor igral, ja, drugače pa kot otrok vem, da je bilo to zame doživetje na avtobusi gor doživeti to. Da... Ja, jaz sem bil 3-krat, 4-krat, enkrat sem celo sodeloval takrat, ko je bil Guinnessov rekord, se je podiral v številju harmoniko Planici. Sem igral prav direkt gor, se pravi na letalen sklek, se pravi, kaj miza vzletna. Je posebni občutki, mislim, to je... Res, se pravi, dejansko je v Planici drug luft. Res, to je res kar cel šok, mislim, cel narod, ki gor pride, je v nekem transu, no. Nek poseben adrenalin, no, tako da pač Planica je Planica, pa zmeri bo taka ostala, pa hvala Bogu, da je taka. Jo. Točno tako. Kaj pa še recimo od športov spremljata, kaj imata rada poleg basketa pa skokov? Mislim, jaz sem se malo vselil po športih, skoke skozi spremljam, prej sem nogomet spremljal, ampak zdaj v bistvu zadnjo sezono pa gledam bolj basket spremljam, se pravi NBA, lik zaradi luka pa vse skupaj, ker in gre izjemno dobro. Pa te športe, kjer so pač prisotni slovenski športniki bolj uspešni, če ne drugače rezultatsko izseke, highlighte, recimo da le kolesarjenje ali pa nogometi, tako da le bo euforija nogometa, tako da
Jaz pač sem, kar se tega tiče, nacionalist za slovenske in malo povedati. Malo spremljaš, vsega pa malo. Tako je. Jaz v bistvu dosti isto skoke, itak smo vsi zmeraj gledali, tudi smučanje, a ne Tine Maze, ne smemo pozabiti, smo tudi vsi, pa Petro Majdička smo vsi jokali takrat, a ne, kaj je bilo na olimpijskih, take zadeve res. Poleg tega, kot motorist, recimo MotoGP, sem včasih svoje cajte spremljal malo, drugače pa vsakega pomalo, ampak najlepše je pa šport gledati, pa za Slovenca navijati, ne glede na to, kjer mest doseže Fertik, to je nek poseben moment. No, zdaj, kaj zlih MotoGP omenil, pa da si motorist, koliko imaš časa sploh za motor poleti? Ne toliko velik, ampak kadar pa, mislim, na motor se usesti, to je res relifno. Da ne slišiš ne telefona, ne nič druga, samo pač čelado, ki ti jo od vetra malo sem pa kje meče in to je to in dol na Jadranski magistrali, na kavica, lepo tamle prvot in to je to, Fertik. Vidim, da kar malo zažariš. Ja, to tako je. Vsak mora imeti nekaj. Ne? Absolutno. Kaj pa imaš ti, Metic? Mislim, meni je absolutno ena stvar, ki me sprošča, je jahanje s konji. Drugače pa pač verjetno tudi kaj fajnega pojem, se podružim s prijatelji. Pa naši hribi so mi tudi všeč, sicer ne hodim na 2000-čake, ampak te planinske zgodbe so mi pa fajne. Koliko pa je časa za prijatelje, za družino v teh mešanju karier, mislim ni mešanju, v usklajevanju karier, vsega tega, kar delate? Ja, jaz imam vikende, pač jih glasbeniki ne poznamo, ne? Tako da za nas je vikend ponedeljek pa torek, ampak za tiste, ki so ti ljubi, si tako vzameš cajt, je pa res, da se moraš pač soočati in sprijazniti s tem, da boš zamudil kakšno poroko, pa kakšen prvi obhajil, pa birmo, pa kakšno praznovanje, pa take stvari. Absolutno, boš pa na drugih, recimo, ne? Tako ja, jaz prej sem bil še paraborih, prej sem bil morbit majhen, bolj odsoten, zdaj odkar imam pač fehterje in se posvečam samo njim, poleg dela pa privat firme pa to. Morbit nisem toliko zaseden, imam še zmeri, hvala Bogu, to srečo, da z družino še zmeri lahko nekako sem. Imamo 2 aktivna fuzbalerja doma, tako da smo tudi med vikendom tako drugače zasedeni. Moram pa klele mojo ženo pohvaliti, no, da nekako to vse skupaj tolerira, ja, Urša, lej. Ne, resno, mislim, težko bi se zamislil obratno vlogo, moram priznati. No. Ne, da zdaj ne bi isto podpiral, ampak bi jaz to težil. Tako da, naša je železna, tako da, juhej. Mislim, se partnericam in staršem in družinam se moramo nasploh zahvaliti glasbeniki, ker je pač pri taki številu nastopov, kot smo jih mi počeli ali pa jih počnemo, je pač ta suport zelo pomemben. In kaj zdaj še v planu? Kongresni trg ste razprodali, v bistvu ste ga čist napolnili, vse v bistvu cvetličarno, vse te zadeve vi napolnite, kot ste prej rekla, sicer imate taktiko, ne, kakšno, ampak kaj bomo Stožice kmalu imeli polne? Kako je to? Zdaj, konc maja imamo prvo in Stožice imamo konc maja. Vse? Ampak ne v Stožicah ljubljanskih, ampak v naših Stožicah na Gorenjskem. Okej. Mi smo zelo veseli, da smo lahko v Ljubljani igrali, da smo bili lahko na Kongresnem trgu, ker to nam je bil tudi eden od ciljev. Ampak še vsem, če to gorenjščino toliko poudarjamo, pa da smo z Gorenjske, pa hribi smo rekli, mi moramo pač dogodek narediti tam, odkoder prihajamo. In smo v občini Preddvor našli eno zares izjemno kuliso. Tam se postaviš, je v bistvu taka planota že dvignjena in pomaš te naše 2000-čake tam Kamniško-Savinjske Alpe praktično na dlani, vidiš od Krvavca, Grintovca, Storžiča do Triglava. In smo rekli, tukaj bomo pa mi naredili en poseben koncert in to bo koncert predstavitvi našega drugega CD-ja, tako da na tisti dan bojo premjerno zaživele naše nove skladbe, ki jih zdaj snemamo, urejamo, pedenamo, 12 jih imamo pripravljenih in to v naročju Alp, v naročju Slovenskih gora. Tako, celotni prireditev se pa imenuje Gojzar tanc, se pravi, kaj nam to pove, se pravi, kot ljubitelji hribov, se seveda pride na Gojzar tanc v Gojzarjih, to je obvezen dress code, lahko se gre peš, lahko vas avtobus pripelje, tudi neke VIP karte obstojajo, tako da za vsakega neki, ampak seveda v Gojzarjih. Se pravi, ne smejo tudi ženske prijeti v petkah, pa to. Gojzari. Ja, gojzari. Pa pohodni čevlji. Ajde, trekking, nizki trekking so dovoljeni. A boste na vhodu čekirali? Bojo. Brez skrbi. Ne karte, ampak v čem si obud? To je prvi dogodek, ki ga mi ponavljamo. Gojzar tanc je bil drug naš javen nastop v bistvu v letu 2021, če se prav spomnim. 2021, ja. In takrat je bilo to prvič, da smo imeli mi 1000 ljudi na
špilu našmo. Ja, moramo povedati, da so bile takrat zakonske omejitve, ne, ker je bilo to nekako po koroni, med korono, vmes, med 5. in 6. valom, ne vem kako že. V glavnem res takrat, tudi z ljudmi, s katerim smo delali, se mora tudi danes zahvaliti, res so bili dosledni od testov in od vsega. Ampak smo rekli enkrat, a smo dali še celo na glasovanje, katero prireditev bi si želeli še enkrat, da je bilo nekaj takega. Ja, in je Gojzer Tanc zmagal nad vsemi. Tako da v bistvu takrat je bilo tako, ko si prišel na vhod, karta, pohodne čevlji, gremo noter, zaradi tega, da dobimo ta planinski vibe, da dobimo ta sproščen vibe. In jaz vas res lepo povabim na ta dogodek, ker je drugačen. Ker pač logistično zgleda mogoče čak najprej, kje to je, pa kako, vse piše na spletni strani, enostavno je, pripeleš se tja, te pokažejo, tle parkiraš, ali greš peš tle 20 minut, ali greš na krožen avtobus in gor bo prizorišče, ima kaj spravice. Res. Odlično, bo mislim, res se veselimo tega. No. Zdaj sta omenila tudi drugi CD, zdaj pa še ena nova pesem vam prihaja, oziroma prej ste mi malo zaupala. Samo 4 priredbe bojo na novem CD-ju, albumu v bistvu, a ne? Pa koliko? 8? 8 avtorskih? Drži. Okay. Kjera je ta prva zdaj, ki prihaja? Zangadej. Ja, zdaj nimam, ampak... Ja, no evo, ampak si vedela, zakaj se gre. Ja, sem. Okay. In kaj recimo je? Predvidevam, da je to kakšna taka gostilniška? Če je treba Zangadej. Ja, Zangadej, če prevedemo iz gorenjščine, je pač dej za pijačo. Pesem govori o tem, kako, ne vem, pa nimam tošena, pa nimam unga. Aha, ta gorenjski ples? Ja, tako, kje imam to, kje imam nisem pozabil, ne vem. Pač dej za pijačo in se fajn mej, kot se imamo vsi ostali. Tako da več v teh dneh, ko bo izšel videospot, tudi, ne vem zdaj, ali lahko mi da to poveva, ampak prihajajoča tura jesen bo imela tak podoben naslov, ne? Ampak o tem bomo drugič. O tem bomo drugič. Okay. To prije Gojzer Tancu na vrsti, po vrsti, ne? Drugače pa moram reči, da se ne bo sam hvalil, da je tle ta glavni avtor CD-ja. Ne, pač imamo to srečo, da imamo kreativca v bendu, Blaž dela, samo je napisal zelo lepo pesem, z Vlašičem, Matjažem sodelujemo, Alen Klepčar, to je pač ta glavna ekipa, pa poleg še ostala avtorska ekipa, tako da imamo srečo, dobili smo dober material, saj meni osebno je všeč, širok, malo različen od valčkov do balada bo gor, do polk, do našega tega rock'n'rolla, kakor mu pravimo podeželskega, tako da v začetku maja naj bi bilo to od zunaj, predvidevamo in mislim, da se takrat splača iti Spotify obiskat ali pa CD naročiti v naši trgovini. Ja, pa na naš koncert prideti, ne? Ja. Gor pa že priješ pol malo zastropljen, najprej se moraš z musko malo zastropiti, pa greš pa še v živo pogledati, kaj bomo skupaj spravili. Da bomo gor že skupaj peli te komade, to je cilj. Da se že vse do takrat naučimo, a ne? Tako. Veliko novega pričakujemo od vas bomo spremljali, vas bomo gledali. Zaenkrat pa hvala lepa, da ste bila danes tle. Hvala za tale gorenjski pogovor. Jaz upam, nismo bili preveč gorenjski, tako da hvala, pa srečno še naprej. Ja, hvala celotni ekipi za povabilo, pa še kdaj, ne? Absolutno, se še slišimo, vidimo. Hvala tudi vam, ker ste nas spremljali in se vidimo in slišimo. Hvala.